Zavod Bohinjska Bela se že drugič v enem mesecu nahaja na terenskem usposabljanju tukaj na Bloški polici. In obakrat smo doživeli zelo zimske razmere, torej sneži že 2 dni. Na drugem terenskem usposabljanju je poudarek poleg streljanja in taktičnih postopkov, ki temeljijo predvsem na postopkih napada in izvidovanja, tudi neposredna seznanitev z preživetjem v takih, bom rekel, ekstremnih razmerah. So nalogo isto kot poleti, s tem, da jih otežujejo seveda preko debela snežna odeja, ki se spreminja iz ure v uro. Sem zelo zadovoljen z njim, grizejo, zaenkrat so še motivirani, danes imajo še en del taktike, čeprav so velik del že opravili. Prvi dan je neki oddelek bil v obrambi, drugi oddelek je izvidoval, zunaj prespal in zjutraj imel nalogo tudi izvesti napad. Drugi dan zjutraj so se pač vloge zamenjale. Današnjo noč smo pričakovali napad, zato smo postavili več utrdb, to je ena izmed njih, ker smo v zasedi čakali na nasprotnika. Če imaš pred sabo bunker, mu še bombo vrsko zogar, ampak drugače pa greš mimo bunkerja. Tisti, ki vidi vhod, se obrne proti vhodu. Ne moramo vsi štirje gledati gor, v naravo. Eden se obrne vedno proti bunkerju. Zakaj? Če bi 2-3 vojaki iz bunkerja ven pritekli. Bam, bam, bam. Drugače pa s tem bunkerjem ne zabavamo. Zdaj, v tej fazi še. Za služenje sem se odločil, ker me je vedno zanimal poklic vojaka in želim tudi nadaljevati v tej stroki. Je zelo zahteven poklic in tudi hkrati zanimiv. Sam poklic vojaka predstavlja veliko izzivov in veliko novih možnosti, spoznanj in izkušenj, ki pridejo prav tudi kasneje v življenju. Samo prostovoljno služenje mi je zelo všeč, je nad pričakovanji. So določene stvari, ki so me in so nas presenetile, ampak potem, ko se jih navadiš, je to dosti lažje. Sem se hotel usposabljati v Bohinjski Beli, ker se v prostem času ukvarjam z gorništvom in alpinizmom. Po prvem tednu sem ugotovil, da je to in sem dal vlogo za zaposlitev. Danes nas čaka drugo izmed streljanj na premične tarče oziroma na kopse. Streljali bomo na 100, 200 in 300 metrov. Preizkusili se bomo v različnih položajih, ki smo jih natrenirali že tudi na prejšnjih streljanjih. To s pomičnimi tarčami je še sicer novo za nas, ampak mislim, da nam bo tudi uspelo. Veter piha v oči, sneži, vendar je šlo. Tarče so padale. V prvem dnevu je zapadlo pol metra snega, vendar oprema je zdržala, opremljeni smo z Gore-Texom, dobili smo krplje, gamaše, tako da smo razmeram primerno opremljeni. Dobili so gamaše, bele zaščitne obleke in pa krple. Inštruktorji so usposobljeni za bojevanje v gorah in zimskih razmerah, tako da se bojo vojaki vsi v teh dneh seznanili z načinom preživetja, tako da, oziroma praktično vsak od njih bo vsaj eno noč bivakiral zunaj, tako da bojo spoznali prednost in pa potrebo po toplih, zimskih in suhih, predvsem suhih oblačilih.